Pevka, ki je na slovenski sceni že od leta 2000, zadnja leta pa niza uspeh za uspehom. S strani Disneyja je bila potrjena za sinhronizacijo najnovejšega filma Levji kralj, kjer je zapela in sinhronizirala kar 2 pesmi v slovenščini, ki jo v originalu poje Beyoncé. Veste morda, o kom govorim? Govorim o Maji Založnik, ki smo jo danes obiskali v Ljubljani. Maja, najprej najlepša hvala, da si se odzvala našemu povabilu in da smo lahko tukaj pri vas, pri tebi doma, v samem centru Ljubljane v gostih. Na sceni pa te spremljamo že več kot 20 let z enim prav posebnim vokalom. Mogoče na začetku par besed, če bi nam ti zaupala o sebi. Ja, jaz sem zelo vesela, da si se spomnila name, da si me poklicala, da prideš k meni na obisk na kavico. Na kavico, ja. Ja, v glavnem zdaj tukaj v Ljubljani sem nekje 9 let, nekaj takega in mi zelo ustreza. Vedno sem mislila, da bom zaradi svoje glasbenega ustvarjanja prišla v Ljubljano, ker prihajam iz Slovenskih Konjic. Pa dejansko ni glasba bila kriva, zakaj sem jaz tukaj v Ljubljani, ampak ljubezen. Moj Marko je tu Ljubljančan in on je tisti razlog, zakaj sem jaz tu. Ja, kot si rekla, 20 let se sliši kar precej. Ja. Glede na to, da sem letos obeležila uradno 10. obletnico kariere glasbene kot solistka. Prej sem pa ustvarjala z različnimi bendi v različnih žanrih, od pop-rock, jugo-rock, kot so bili Čakra, Power Shock, z njim smo kar vrsto let nastopali, potem funk, Soul Funked Up je bil band, potem sem imela svoj band Soul Cruise na radiji, kjer sem prepevala na ladji Križarki. Ja, potem Moonshine iz Srbije smo 5 let sodelovali, jaz pa nekako kot solistka imam svoj band tukaj iz Slovenije, iz vseh koncev, iz vseh vetrov, bom rekla. Ja, jaz moram reči, da jaz sem bila kar presenečena, ko sem malo brala in sicer tam od leta 2000 si nekje začela, spremljali smo te v Voice of Germany, pesem Eurovizije, Slovenija ima talent, ne. Mislim, sem bila kar presenečena, ne, ker si res, tudi mislim, da si v rock skupini začela? Ja, Čakra je bila moja prva Čakra. rock skupina, ja. Tako da za sabo imam 10 talent šovov, bom rekla, sem kar 10. rekorderka talent šovov v Sloveniji. Zadnji je bil The Voice of Germany, 9 let nazaj že, tako da toliko čas hitro gre, tako da zelo zanimivo. Ja, rekla sem sama sebi, grem probat na te talent šove, poskusim, da se pokažem, predstavim publiki, širši ljudem, da slišijo ta moj unikaten glas. In dejansko zdaj, ko imam svojo avtorsko glasbo, ko ustvarjam, če potegnem črto, mi največ pomeni to, da ljudje pojejo moje tekste, moje melodije in da me pokličejo in rečejo: Maja, toliko mi je veliko pomenila ta pesem, da sem neko težko obdobje dala skozi. Ja, pa Recimo. tako, kar se pa tiče nekega, imaš taki neverjeten specifičen vokal in za tebe res pravijo, da takoj veš, kadar Maja poje, ne? Ja, mislim, da, no. Bila sem tudi v tem šovu Zvezde pod masko, bila sem v vlogi Nune. Takrat sem pa mogla malo spremeniti glas, da niso takoj ugotovili, da pojem jaz. Se mi zdi ta tak Prepoznaven glas. ja, energija in vse skupaj, ko jaz padem v ta moment noter, ko padem v pesem in v tekst, se mi zdi, pride tisti pravi vokal ven in me ljudje kar prepoznajo, ja. Ja, super. Maja, obiskali smo te pri tebi doma, tukaj, bom rekla, kar v samem središču Ljubljane. Jaz verjamem, da kot pevka si veliko na cesti in ti lokacija same nepremičnine ogromno pomeni, ne? Ja, zelo mi je lokacija všeč. Moram reči, da nisem sicer čisto v centru, ampak sem v Ljubljani, 4 kilometre od centra. Tu zraven imam Mostec, Šmarno goro, vse imam na dosegu roke. Iz kuhinje sem vam prej kazala, vidim dejansko Ljubljanski grad. In lokacija je fenomenalna, smo v 10. nadstropju,
to je vse naše. Tako da res Čudovit razgled, ja. zelo, zelo zadovoljna. Sem pa res veliko na cesti. Naprimer, prejšnji teden sem imela vaje v Novem mestu, potem sem šla drug dan v Trst na intervju, pa potem 2krat v Maribor na nastop, pa potem na Štajerski val na intervju, pa potem spet Maribor, Grosuplje, Ljubljana, Konjice, v glavnem. Sem precej na cesti, ja, zdaj v tem času, no. Torej, kaj bi lahko rekla, da za tebe pomeni lokacija same nepremičnine? Lokacija tukaj v Ljubljani, vedno sem govorila, da pač ne bom nikoli živela v Ljubljani, ne. To je tako tisto. Ja, zarečenega. Kruha se največ naješ. Ja. Zelo mi pomeni veliko, no, da sem tukaj v Ljubljani, da sem v centru, kaj se večinoma tukaj dogaja in vse je blizu. Nič ni daleč, no. Tako da to je super. Ja, to je ena prednost Ljubljančanov, bom rekla. Res je. Hitro so vse povsod. Ja, ampak tudi, bom rekla, tudi ko sem bila v Konjicah, ni bilo nikoli problem do Ljubljane se pripeljati ali pa do Kopra. Pač jaz sem tudi tak tip človeka, da se pripeljem kamorkoli, če je nastop ali pa intervju ali pa karkoli v tej smeri, no. Ali pa tudi kako družinsko druženje, prijateljsko, ni pač nikoli, tudi če povzamem z bendom iz Srbije, z Novega Sada, ni bil nikoli težava v oddaljenosti teh 550 kilometrov, tako da To je za tebe. tako, ja, mačji kaša. Ja, ker smo Slovenci kar veliko omejeni za temi razdaljami, ne? Ja. Sploh, ko koga vprašaš, Maribor, Ljubljana, joj, ne? Ja, ne, pa to sploh, ne vem, 150 Ampak pri kilometrov. glasbenikih je to verjetno drugače, ne? Vsaj ti na Ja, drugačen jaz čisto način. drugače, dojemaš. čisto na svoj način to, da mi je pač pomembno, da se pojavim na nastopu, da grem, da se peljem na intervju, da me ljudje spoznajo, da spremljajo mojo glasbo, no. Tako da ni problem se nikamor pripeljati. Kaj še gledaš mogoče kot prednosti bivanja v mestu? Prednosti, ja. Arven ima vrtec tule 100 metrov stran, šolo bo tudi imela tukaj le 100 metrov stran, nobena cesta nas tukaj do vrtca ne deli. Sem takoj ob obvoznici, kar mi je super. Tako da ja, na nek način, včasih, ko si res v gužvi, pa imaš veliko stvari, je lokacija kar precej pomembna. Ja, vsekakor. Kaj, če bi se morala odločati, lokacija na morju ali v hribih, kako bi se odločila? Dobro vprašanje. Joj, bom rekla morje. Morje. Torej si bolj za morsko podnebje pa... Pa ja, dejansko sem tudi letošnje leto začela hoditi kar dostikrat na Šmarno goro. Tudi moja najboljša prijateljica Nika, ona veliko hodi v hribe in mi daje izzive, kdaj bova šli na Triglav. Aha, to imam jaz tudi za naslednjo Ja, leto. jaz sem rekla, pri 40 bom šla na Triglav, ampak letos ni glih šlo vse skozi tako po planu, ampak Triglav bo počakal, no. Ja, Tako da- vsekakor bo počakal Triglav. Ja, tako da pač me vedno bolj tudi vleče v gore, v to pohodništvo. Sem si kupila, letos sem si obnovila te pohodne čevlje, Nika mi je palce kupila, tako da ja, plan je res Triglav, pa tudi še kakšen drug vrh, da ga osvojim, no. Ja, glede na to, da si ena izmed tvojih prelomnic je bila leta 2020 tudi to, da si postala mama. Torej, kot mamica tudi moraš biti nekako aktivna in sem, mislim, do vrtca verjetno kakšne aktivnosti bodo kmalu tudi na sporedu, ne? Ja, zdaj hodi že v te plesne urice, sicer so še v vrtcu, no, ampak verjetno jo bom še kam drugam vpisala. Tako da itak moram biti zelo aktivna z njo, no. Zdaj bo 4 leta v januarju in je že zdaj toliko aktivna, vse jo zanima, zato imamo tudi popoldanske delavnice, zdaj v decembru delava razne okraske za darila, potem take punčke sem našla nekaj, da izdelujemo vse doma in tudi jaz tega svojega otroka v sebi vendam. Ja, vidimo, da ima stanovanje res, se čuti, da je otrok notri doma, ne? Ja, ne, so se videli. Se prav tak. Mogoče imaš že kaki talent, pevski? Rada poje, pa ima eno klaviaturco in si jo prižge in pol pleše zraven. In kadar pa jaz začnem peti, pa reče, mami, ne peti, jaz poslušam. Aha. Tako da, ampak ja, že tudi sama kaj zapoje, ko se učijo v vrtcu, kakšne pesmice in mislim, koliko tako poslušam, ima posluh, no, zdaj bomo pa videli. Če bo želela razvijati v to smer, jaz bom tudi zdaj počasi začela učiti petje in mogoče, če bo pokazala interes, zakaj pa ne. Ja, super. Glede na to, da, tako kot si prej rekla, stanovanje si tudi trenutno obnavlja, imaš mogoče kakšen najljubši kotiček oziroma ustvarjaš kakšen najljubši kotiček, ki ga boš imela v stanovanju, da boš morda kaj po svojem okusu naredila oziroma glede na to, da si pevka, za kakšne pevske pripomočke? Aha,
Ja, mislim, za te pevske pripomočke bi še rabila še več prostora. Ampak nekako najljubši prostor mi je tukaj v dnevni sobi, veliko delam v kuhinji. Imam pa tam, kjer je pokojna tašča bivala z nami v sobi, je tako, bom rekla, moja delovna soba, kjer je vse. In je to še v planu, da se renovira. V celoti sva z Markom prenovila stanovanje par let nazaj, sem večinoma jaz dala besedo in iniciativo, kaj pa kako. Edini njegov prostor je kuhinja, tako da je on kuhinjo opremljal in barval in vse. In določil barvo, tako da imam tudi en tak del, kako bi rekla, za snemanje, no, pa klaviatura imam, tako da mogoče jih pa, ne vem, tule Arven, ko bo imela svojo sobo, en kotiček vzamem, pa si naredim svoj kotiček. Lahko imata skupaj, ne? Ali pa skupaj, ja. Si se mogoče soočala, glede na to, da sploh, ko se stanovanja prenavljajo oziroma nepremičnine, se velikokrat soočamo s kakšnimi izzivi, ne? Kaj je bil za tebe tisti največji izziv? Največji izziv, v bistvu v hodniku je bil še les, okrog in okrog iz tistih 80-ih, 70-ih. In to je bil nekak izziv, pa to starejše pohištvo je bilo treba vse, tule so bile omare, vse ven in pol smo čakali, kdaj bo kosovni odvoz, da bomo vse to tja odnesli. In pol smo imela pomoč, Marko to nečak, in potem te iz trgovine smo imeli te vozičke. Aha, trgovinske? Ja, trgovinske, tudi spodaj v bloku, no, nekateri sosedi si jih kar tako nekako prišparajo, ali kako ne rečem, in pol smo si jih sposodili, da smo lahko to uredili. To je bil nekak največji tak izziv, no. Ostalo smo pa vse sem prepleskala, potem sva kar... A sama si pleskala? Ja. Vzgoraj je tale stiropor in to sva sama polagala z Markom, je tudi kar bilo težko, no. Tako, da je pač toplota ostane in na zunanjih stenah imava in na stropu, ker smo v zadnjem Izolacija. Kot izolacija, ja. To sem videla pri mamici, moja mama ima tudi na ta način okrašene strope. In se mi zdi, da lepo pride. Tako da vidim, da imaš tudi druge talente, ne, kar se tiče renoviranja. Tudi. To mislim, da imam po mamici, mami rada renovira in preureja in ustvarja doma, ja. Tako včasih dnevna soba je tak, pa čez par let ne veš, kaj bi pa malo drugače obrnala. Ja. Je treba malo spremeniti, ne. Ja. Kaj bi lahko ti rekla, kaj za tebe pomeni dom? Dom mi pomeni toplino, varno zatočišče, kamor vedno pridem po hudem dnevu ali pa po težki poti, iz kakega špila, nastopa, koncerta. Ja, ljubezen, moram reči, no. Zato pač smo si tudi na ta način si uredimo stanovanje, da se počutimo domače. Ali smo urejeni v make-upu, ali smo pa brez oblačil. Imaš mogoče kakšne posebne rituale ali navade tukaj doma, bi lahko rekli, v stanovanju, da se boljše počutiš v svoji koži kot oseba? Kaj te v bistvu doma navdušuje oziroma s čim, bom rekla, da si lajšaš dneve, da si boljša ti, boljša verzija sebe? Boljša verzija sebe. Dejansko jaz zjutraj, da najprej poskrbim za svoj ritual v kuhinji, da si najprej naredim aloe vera za piti, čaj za energijo, šejk za zajtrk, potem Arven, da spravim v vrtec in ponavadi, ko greva v vrtec, vedno posteljem posteljo v spalnici. Ne vem, to mi je tako, če jo ne pospravim, kot da je nekaj narobe. Ja, to je en posebni ritual, pravijo, ne, da če nimaš poslane postelje zjutraj, ne. Ja, pa nič ni narobe, če jo potem, ko pridem iz vrtca, ampak ne, moram jo prej postiljati. Dejansko to, no, in pol, da Arven peljem v vrtec pravočasno, ker pol mama zjutraj še kake noče jesti, pa potem čez pol ure bi nekaj jedla, pa bi se še igrala, pa ne bi še šla v vrtec. In pol nekako loviva uro do 9. Razen, ko imam kakšne obveznosti zjutraj, pol greva čim prej. Tako da to, in pol, ko prijem nazaj, ko Arven odpeljem, imam pa ta nekako svoj začetek dne z računalnikom, plane, kaj moram vse čez dan narediti, koga poklicati. Tako da to mi je nekako... Plan dneva. Plan dneva, tedna, oziroma kak so nastopi, pa objave, da ljudje vidijo, kje me lahko pridejo poslušati in tako naprej. Drugače te lahko najdejo, tudi imaš na Facebooku pa na... Ja, imamo tudi obnovljeno novo svojo spletno stran, www.zaloznikmaja.com.
tako sem srečna, da je končno prišlo do tega. Potem Instagram, Facebook, YouTube, kjer imam svojo glasbo gor, tako da ja. Teda prihajajoči koncerti so tudi na voljo na vseh teh straneh, Ja, vse lahko povsod, najdemo. Seveda, vsekakor. Bi nam mogoče povedala tudi malo več o sinhronizaciji najnovejšega filma Levji kralj, kjer si v slovenščini zapela in sinhronizirala kar 2 pesmi, ki jo je v originalu zapela Beyoncé. Zgodilo se je tako, da sem nekako enemu prijatelju, pevcu, rekla, ful si želim sinhronizirati risanke. Zdaj pa moj brat dela v enem studiu, Sound Art, kjer sinhronizirajo risanke, ampak zelo težko si je priti noter, tudi če imaš veze včasih. Ja. No, in ta kolega mi je rekel, daj pokliči Studio Ritem, jim bom povedal zate in so me poklicali in so rekli, daj glih imamo casting za Levjega kralja. In jaz tako, super, tako čez 3 dni so me klicali, to je bilo tako, ono sem si zmanifestirala, ker sem si to želela. Si zmanifestirala. No, v glavnem, in jaz pridem tja na casting, naredimo najprej za eno pesem, bomo videli, kaj bo, tako to poje Beyoncé, wow, to so velike čevlje, bom stopila, če mi to uspe. V glavnem, in so me potem strani Disneyja potrdili in še za eno pesem. In moj glas je v risanki, sinhronizirani slovenski različici Novega Levjega kralja. To mi je res ogromno mi pomeni. In ko mi čakam, da bo Arven te dolge risanke gledala, da bo bolj razumela, da bo lahko me poslušala. No. Katerega leta je bilo to? To je bilo pred kratkim tudi, ne? 4 leta nazaj. Noseča sem bila takrat. Torej 2020, 2019? 2019. 2019. Ja, 2020 sem rodila, 2019 je pa bilo, ja. Ja, Poleti. bravo, res, čestitam. Ja, tam sem pol še Kavaca je bil zraven, potem smo šli prav gledat leve v živalski vrt in vseeno, tako da smo še imeli da imamo pač par slik, no. Je bilo pa taka ena anekdota. Jaz sem odpela, pa sem imela tudi casting za govorjenje, ne, za to Nalo. Ampak nisem bila potrjena, pač niso se odločili, pa moj Marko reče, ki si še pa slišala leva, da štajersko govori? To je bilo tako simpatično, ja. Ja, zakaj pa ne? Ja, seveda. Ja, Štajerci, ponavadi naš naglas se hitro sliši, mislim, hitro prepoznaven je, ne? Ja. Kako pa usklajuješ, ne, materinstvo z vsemi temi nastopi, ne? Ja. Je kar zalogaj verjetno. Ja, moram reči, da v veliko pomoč nama je z Marko moja mami, Melinda, karkoli imam jaz takega, pa da Marko tudi za vikend si Darto dela. Nekako tu v Ljubljani nimava konkretnega varstva in potem peljem Arven k mamci v Konjice, ona dve uživata, se imata rade, res mami je najbolj srečna, ko Arven pride na obisk. Zdaj bomo med praznike tudi, ko imam te nastope, bomo in pri mamci in potem bomo šli še k očetu, tako da je ati se tudi malo ponudil, da jo bo počuval. Tako da ja, je kar, moram reči, včasih srce parajoče, posebej, če je bolana ali pa karkoli takega. Sicer Marko poskrbi za njo popoldan, če imam obveznosti. Tako da je kar izzivno, ampak najbolj mi pomeni, da če imam včasih kako opcijo, da gre ona zraven na nastop. Ja. Tako da, ko je bila 6 mesecev stara, sta z Markom šla z mano na nastope, ja. Oh. Takrat sem še dojila, pa nekako nismo mogli brez nje. Zanimivo, ja, tako da, kar bom rekla, da... Je kar, moram reči, tudi kar razumevajoča kot pravkar. Ja. Kot v sosednji sobi. Ja, super, Maja, jaz sem res vesela, da si se res odzvala v vabilo, da smo lahko prišli malo s tabo poklepetati. Jaz verjamem, da se bomo videli na kakšnem nastopu tudi, ali pa še kdaj v živo spijemo kakšno kavico ali pa kaj podobnega, ne? Ja, z veseljem. Bi mogoče za na konec še karkoli sporočila našim gledalcem, vsem tistim, ki bojo pogledali si tale intervju? Vsekakor z največjim veseljem. Tudi tebi hvala za povabilo v ta tvojo oddajo, no, če tako lahko rečem, vedno se rada odzovem in spoznavam seveda nove ljudi. Hvala tebi. Vsem, ki naju pa gledajo, bi pa zaželela, da imejte se radi, uživajte v življenju, veliko se smejte, samo eno življenje imamo, ne se toliko sekirati, tako da enostavno uživajte in veliko se smejte. Smeh je pol zdravja, pravijo. Hvala.